dan, danes vam bom pokazal, kako sem posnel svoj video pripravo čaja. Jaz bom skušal čim bolj natančno pokazati, kako je vse skupaj potekalo. Danes me pa snema Tjaž, da boste lahko vse skupaj čim bolj še videli. Tako da, to je to in naj predlagam, da kar začnemo s prvim kadrom. Evo, smo že pri prvi sceni. Začetek videa sem začel tako, da sem poskušal zapeljati kamero skozi ta ročaj, na kar se je nadaljevalo z jemanjem vrečke čaja iz škatle. Tako nekako je to potekalo. Pult in svoje roke sem uporabil kot slider in evo, tako mislim, da je jasno, kako je to potekalo. Potem naslednji kader je pa bil jemanje vrečke iz škatle. Tukaj sem si najprej naredil manualni fokus na tej razdalji, potem pa sem treniral to odpiranje. Najprej se pravi, nadaljujem skozi uho. Sledilo je jemanje vrečke iz škatle in nato sem z vrečko zakril lečo, kar mi je omogočilo neko tranzicijo za naslednji kader. To sem pa pač naredil tako, da sem imel škatlo že odprto in sem enostavno vzel vrečko in z vrečko pokril lečo. Za ta kader pa sem potreboval obe roki, zato sem kamero odložil kar na pult in sem si vse skupaj pripravil to kompozicijo. Sledilo je odpiranje te čajeve vrečke in pa tranzicija iz predhodne pokrite leče na odpiranje. Tako da sem si nastavil fokus manualno nekje tukaj, približno kje bom odprl vrečko. In tako sem pač začel, vse sem si tako pripravil in sem šel sem odprl vrečko, vzel ven in pa jo odložil v skodelico. To je ta kader, potem pa sledi vretje vode. Evo, pa smo pri kadru za vretje vode. Tukaj imam ta grelnik vode, v katerega sem normalno prej nalil vodo. Sedaj tega ne bom počel. To steklo keramično ploščo in svoje dlani sem spet uporabil kot slider. In takole fokusiral oziroma približeval na vklop tega grelnika. To lučko sem pa uporabil tako kot nek efekt zadaj, kar svetilka oziroma flash od telefona. Potem vse skupaj sem tukaj držal na eni roki, saj sem z eno roko šel pa vklopiti ta grelnik vode. Naslednji kader je seveda bil, kako se avtomatsko izklopi, ko je voda vrela, na kar sem pa prijel ročaj, dvignil grelnik vode in ga prinesel na to stran, kjer je pa sledilo nalivanje vode v tole skodelico. Sledili še so ti končni kadri, kot je pač prikaz samega čaja, prikaz skodelice in pa zaključni kader, kjer sem spet uporabil kot nek slider, tale pult in svoje dlani, se približal lončku in konec tega videa. Tako, to je bilo to od mene in od Tjaša. Upam, da vam je bilo všeč in da ste se naučili kaj. Potrudila se bomo narediti še kak tak behind the scenes video. Rad bi še vam pokazal, kako sem kasneje vse skupaj zmontiral. Teda, če še se niste, dajte se naročite na kanal in kliknite tisti zvonček, da boste obveščeni, ko naložim nov video.
Komentirajte, dajte mi kakšne predloge in ja, se vidimo v naslednjem. Ajde, čau!